In ko smo pri ljudeh, ki odhajajo, vlada Marjana Šarca je izgubila svojega prvega ministra. Zaradi pomankanja kohezije med premijerjem in ministrom za kohezijo je po 2 mesecih odstopil Marko Bandelli, človek tisočih nadimkov. V Ljubljani je zdaj že bivši minister dobil res kup vzdevkov. Betoneli zaradi njegove domače betonarne, zaradi arogance in pogostih groženj pa celo banditeli. Zaradi zamujanja rokov za oddajo poročil, ko mi jih je očital tudi premier Šarec, pa se ga je prijel tudi vzdevek počasneli. Pa ker včasih poje veliko salame, mu ponekod pravijo tudi mortadeli. In če salama ni sveža, salmoneli. V celi aferi okrog Bandellija se je pojavilo tudi nekaj mnenj, da so zadeve takšne, kot so, ker pač župani komunicirajo drugače, kot komunicirajo ministri. Takšnih izjav pa bivši župan Šarec ne bo trpel. Veste, izjava gospoda Pavliča, da so pač to župani in da župani radi dajo take izjave, mene ni prepričala. Bila je tudi nekoliko žaljiva do vseh sedanjih bivših županov in mogoče tudi bodočih. Ja, premier Šarec je užaljen. Zdaj vsaj ve, kako so se počutile vse babe, ki jih je zmerjal za žabe, in vse žabe, ki jim je rekel, da niso človek. Tudi bivši minister Bandelli se je odzval na obtožbe, ker je temperamenten človek, se je tudi tokrat odzval na dramatičen način. Tako bo še letos v SNG Opera in balet v Ljubljani predstavil avtorsko opereto Krivda po Bandelliju. Kaj bi radi še imeli? A niste dovolj očrnili mojo družino, moje otroke, mene? Zakaj pa? Za en stavek, ki sem se 15krat opravičil. Sem zelo na tleh. Si nisem to zaslužil. Več kot 2 globi nimam v mojem življenju. Nič nisem napravil. Moji otroci se jočijo doma. Kaj ne delam še v tej vladi? Če noben ne verjame meni, mojim dobrim namenom, mojim izredno dobrih namenov, ki sem imel za ministrstvo. Ganljivo. V zimskem premierskem terminu lahko baje pričakujemo še priredbo Beraške opere z libretom Boruta Pahorja s podnaslovom 3000 na mesec ni dovolj, ter postavitev Cerarjevega narodnozavednega baleta Slovenec sem ne jamram. Bandelli torej odstopa kot minister in se vrača v poslanske klopi, kjer se končno lahko sprosti, saj je čakanja na to, kdo bo prvi letel iz nove vlade, konec. To je malo tako kot pri novih čevljih. Do prvega madeža jih nervozen čuvaš, pa se pa sprostiš, se že tako v strani. Enako kot pri županski funkciji. Do prve ovadbe si malo krču, pa kar nekako steče. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!